Dobrodošli v novem vlogu. Mi imamo danes še zadnje opravke v Rostoku. V bistvu gremo na velik nakup, ker je pač hrana cenejša v Nemčiji, kot bo potem na Švedskem. Tako da ja, jutri gremo pa potem na trajekt zjutraj. V bistvu smo tle par dni v Rostoku, da vse zrihtamo. Poleg tega je bil pa trajekt najcenejši v torek. Če bi šli že čez vikend, bi plačali nekje med 170 in 200 evri. V torkov je bil pa samo 113 evrov, tako da sva kar prišparala. Pa itak ja, smo imeli še tle stvari zrihtati, tako da je čist prav prišlo še par dni bolj v easy. Tako da se že zelo veselimo. Pa smo končno prispeli na Švedsko. Plovba je minila zelo mirno, trajala je od 7 zjutraj do 2 popoldne, se pravi 7 ur. Prespali smo zelo blizu pristanišča, tako da zjutraj direkt samo tjaški smo imeli 10 minut, tako da ja. Drugač pa ja, malo naj presenetilo na trajektu, da je bil tako zelo malo prostora, v bistvu samo en prostor, kjer smo lahko bili s psom, tako da ni bilo ful udobno, ker so bili pač ne oni zavležce stoli, ampak prav taki trdni, tako da ja, smo preživeli, no, ko lahko bi malo bolj udobno. Druga stvar, ki naj je presenetila, je pa, da je pred nama na trajekt zapeljal kamion, oziroma 2 kamiona, ki sta prevažala Adrijine prikolice in kemperje, se pravi iz Novega mesta. Voznika sicer nisva srečala, oziroma ne veva, da bi ga, ampak ja, kar zanimivo, v bistvu tle imajo ful veliko teh Adrijinih stvari, zato ker delajo prav posebno linijo, ki je bolj izolirana, tako da ja, so kar popularne Adrijine prikolice in kemperji. Ja, to se spomnimo, da so jih že takrat po Norveškem kar veliko videvala. Je pa bila z nama na trajektu tudi Šnovka, ni rabila v avtostat, niti ni rabila noben box, da je bila z nama tam v salonu. Zdaj na Švedskem smo najprej v Trelleborgu probali dobiti SIM kartico, to je tukaj kar dosti zapleten postopek, ker kot tujci jo zelo težko dobiš, tako da tudi nama zaenkrat še ni ratal, tako da se bomo v naslednjih dneh
še trudili, čeprav sva danes šla na ene 5-6 različnih lokacij. Ampak ja, zdaj nam je že zmanjkalo časa, ko bomo mogla začeti delati, tako da zdaj se že peljemo na prvi prostor. Ja, komaj pa čakava, da začnemo odkrivati pravo Švedsko. Ja, problem SIM kartice je, da jo je treba kupiti, kakor da bi jo pri nas v Šparu kupil, potem pa jo lahko šele registriraš oziroma usposobiš pri operaterju, ne moreš še direktno pri operaterju kupiti. In ja, kakor je rekel, so bila v 4 trgovinah in nikjer niso imeli, tako da upava, da jo bova kmalu dobila. Prespali na plaži, skoraj na enem parkirišču ob plaži ob obali, tako da smo danes šli še zjutraj na lep sprehod. Pa so šla pa naprej. Kupili smo že SIM kartico, v eni trgovini smo se ustavili in smo jo končno dobili. Sicer jim je ni uspelo aktivirati, tako da bomo mogli iti še na poslovalnico tega operaterja, ampak vsaj kartico imamo. Zdaj gremo pa naprej proti naslednjemu placu, vmes se bomo ustavili še na pumpi, da bomo natankali, ker je nafta za čudo cenejša na Švedskem kot v Nemčiji. Ponavadi so vedno Švedi v Nemčiji tankali, preden so šli na Švedsko domov, zdaj pa obratno čakajo, da bodo doma tankali. Ja, to je od začetka tega leta, zato ker so Švedi začeli subvencionirati nafto, tako da ja, smo kar zadovoljni, glede na to, koliko časa bomo tukaj, res ne bi bilo fajn, da je ful draga nafta. Mi smo danes ostali na mestu, zato ker se nam je nabralo že ful stvari, ki smo jih mogli zrihtati, tako da danes dopoldne je bilo kar delovno, da smo spucali kemper in še par stvari na računalniku. Popoldne smo pa potem šli na en zelo lep sprehod, tako da že uživamo v švedski naravi in smo zelo zadovoljni, da smo končno sem prišli. Ja, res je ful dober. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!